14-letna Pika je sodelovala pri snemanju številnih filmov, reklam, serij in risank. Meni se zdi, da vsakega nekaj veseli, recimo, eni radi nogomet igrajo, mene pa pač to zanima in jaz to delam. Sodelovanje otrok pri snemanju velja za vrsto otroškega dela, ki je v Sloveniji dovoljena, a le pod določenimi pogoji. Prvič morajo dobiti plačano, ti ne smejo delati več kot 2 uri na dan, ne več kot 12 ur na teden in ne smejo delati med šolskim poukom. Pika pravi, da je najbolj naporen del tega dela ponavljanje snemanja istih prizorov. S tem se strinja tudi 13-letna reperka Cansu iz Belgije, ki je pred kratkim posnela film o tem, kako so se uresničile sanje o slavi, ki je bil pri nas prikazan na festivalu Film na oko. Het is voor mij maar 2 dagen om te werken, maar ik doe het gewoon voor mijn doel en voor mijn droom. Dit is positief werk voor mij. Delo otrok je v Sloveniji in Evropi za vse mlajše od 15 let načeloma prepovedano. Je pa poleg opisane dovoljena še ena vrsta dela. 13- in večletniki lahko opravljajo lažja dela, kot je na primer brisanje miz ali pomoč v pisarni. Za ta dela morajo biti plačani, opravljajo pa jih lahko le v času šolskih počitnic in sicer največ 30 dni, po največ 7 ur na dan. Poleg tega delo za otroke ne sme biti škodljivo ali obremenjujoče. Nas pa je zanimalo, ali je tudi delo naših otroških poročevalcev otroško delo. Če v bistvu to delo ni plačano, bomo rekli, če gre za prijeten način, ne gre za tako delo, ki bi moralo biti na ta način omejeno. Pika in Cansu se svojemu delu ne bi odrekli. Om mensen laten voelen dat iedereen alles kan. Jaz na to v bistvu ne gledam tako zelo kot na otroško delo, ker pač to mene zanima, mi je pač nekako zabavo, a ne mi je pač zelo prijetno. In s tem pač dobim tudi nekakšne izkušnje. Vaša prva naloga seveda ostaja učenje. Del odraščanja pa sta tudi zabava in spoznavanje resničnega sveta.